Hi, I'm Barbara and I'm a mess. Pozdravljeni, dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Barbara in tukaj bom poskušala predstaviti, kako se organizirati doma, da bo nabava hrane za družino ali pa samo zase in za mačka. Ne poznam vaše situacije, podpiram pa vse oblike skupnega življenja. Torej, da bo hrana poceni, zdrava, kvalitetna, da bo nakupovanje hitro in učinkovito. Upam, da tudi razumljivo. Komentarje pustite spodaj. Torej, mi nakupujemo v dveh trgovinah, v Hoferju in v Sparu, ker sta najbližja. Hofer je cenovno zelo ugoden, v Sparu so pa na voljo razni popusti. Lahko zamenjamo steklenice, za mineralno vodo uporabimo svoje mrežaste vrečke za zelenjavo in sadje. Kupimo sveže ribe in meso in tako dalje. 70% približno kupimo v Hoferju, 30% v Sparu. Približno. V kuhinji imamo čez teden listek, na katerega sproti zapisujemo, koliko česa zmanjka. Ob sobotah jaz vzamem tablico, listek, telefon, svinčnik, kavo in sestavim nakupovalni listek. Kupimo za cel teden, vmes ne hodimo v trgovino. Sestavim jedilnik za en teden, približno. In to je to. Pojdite z mano. Takole, tole je naš listek, ki smo ga pisali med tednom. Zdaj gremo pa pogledat aplikacije. Najprej Sparovo aplikacijo. Imamo naloženo na tablici, na telefonu. Prejemamo obvestila, tako kot je tukaj tale enica za nove kupone. In pogledamo kataloge, trenutne akcije in glede na to se odločim tudi, kaj bomo tisti teden pripravili za kosilo oziroma večerjo, ne. Takole se potem doda. Naključno sem tole pritisnila. Karkoli pač že, in je potem vse v nakupovalnem listku, ki ga na koncu skupaj z našim listkom iz kuhinje pa ponudbami v Hoferju tudi združim v nakupovalni listek. Takole izgleda listek. Potem pogledamo še od Hoferja. Grem kar na spletno stran, ker mi aplikacija nekako ni pri srcu, ker se mi listek ne shrani. In potem spodaj pritisnem, tedenske akcije so bolj za ostale stvari razen hrane. Tiste posebne ponudbe, tedenska akcija je tole, potem je pa še, kaj že, Super 6 pa še nekaj. Neka vikend ponudba. Fenomenalni vikend, ja, to. Evo, to si jaz izpišem na listek. Potem izpisujem iz vseh treh strani, kaj rabimo in kaj bomo jedli. Mi se glede na naše potrebe pa na naš budžet, o tem bomo še enkrat govorili kasneje, držimo, da nekje 110 evrov približno na teden za 4 osebe zapravimo. Imamo majčkena 2 otročka, tako da ne pojesta toliko veliko, lahko tudi 100 evrov zapravimo na teden za hrano, pijačo in gospodinjske potrebščine, ki jih tudi kupimo v Hoferju pa v Sparu. Vse prigrizke, sokove, straniščen papir, vse komplet. Pride v teh 110 evrov. In pa moram povedati še, da jeva z možem v službi hrano, ki jo pripravim doma. Se pravi, prinašamo hrano v službo, ne jemo v službi, se pravi, ni dodatnega budžeta za prehranjevanje v službi, ampak doma skuham, nekaj se poje za večerjo, nekaj neseva drug dan v službo. In to je to.
Nato sestavimo obroke za naslednji teden po dnevih, en glavni obrok, in se vedno pazi, kaj lahko prenesemo naslednji dan. Recimo 1 kilo zelja s žganci in pečenicami, polovica zelja gre nato v joto. Če uporabim fižol v eni jedi, gre v naslednji dan še nekaj fižola, piščanec iz omare bo šel v rižoto, v soboto se pa potem pogleda, kaj je še ostalo, in se tisto poje, ker sobota je dan za v trgovino. Tole je naš nakup. Veliko stvari je zraven, ki niso bile na seznamu. Mislim, veliko, nekaj, a ne. Ker ko se že zverzirate enkrat v sestavljanju nakupovalnih listkov, potem se tudi dodatnimi nakupi še vedno pride znotraj tistega budžeta, ki ste si ga zadali. Če se vidi, da je še kakšna akcija v trgovini, izkoristite, a ne. Če je to tisto, kar ste nameravali tako ali tako kupiti. Potem so tukaj še nekaj, kar smo za darila rabili, nekaj, kar se ne kupi vsak teden, kar drži dalj časa, še ena dobra marmelada, nekaj sladkarij, ki smo jih v šolo nesli za darila za Miklavža. Peanut butter. Kruh polovico zmrznem in potem, ko zmanjka prve polovice, odtajam naslednjo. Tudi veliko zmrznjene zelenjave pozimi kupimo, ker je obrana sveža in zamrznjena, boljše kot tista listnata, ke uveni. In je potem tudi manj odpadkov, če imate zmrznjene stvari. Tole je pa račun iz Hofra. Če ga na kratko preletimo, ene stvari so gor dodatno, ampak kljub temu smo bili znotraj budžeta, 74,28 je bil končni znesek. Potem pa še račun Spara. Se splača porabiti Sparovo plus kartico, še Sparov popust je bil 10%, pa odštela se je embalaža, to je bil zaboj pa steklenice za mineralno vodo in je skupaj 29,41, skupaj 103,69 €, kar je popolnoma znotraj zadanega. Kupili smo pa popolnoma vse. Takole, to je bilo na kratko, kako se lahko lotite tedenskega plana nabave hrane in sestavljanja glavnih obrokov, da bo vaša prehrana zdrava in poceni, skuhana, sveža doma. Nakupujte torej vsaj v 2 različnih trgovinah, ocenite, kaj se splača kje kupiti. Prelistajte kataloge, najboljše spletne. Izkoristite ugodnosti, kartice, kupone teh trgovin. Obroke planirajte okrog trgovskih akcij. Kupujte trgovske znamke, ne najdražjih. Zapišite tedenski jedilnik za glavne obroke, sproti zapisujte, ko nečesa zmanjka, imejte listek nekje na hladilniku. Vedno nakupujte z načrtom, ne pa z želodcem. Če želite, se naročite na ta kanal in pritisnite zvonček za obvestilo o novih videih, vprašanja pa pustite v komentarjih spodaj. Se vidimo, čau!